da oni delajo po 6 dni na teden. Njihov delovnik na dan je 11 ur. Ob tako majhnem številu dni dopustov, govorimo o 5 dneh in potem v nadaljevanju o 10 dneh. Mi se moramo zavedati, da zahodni refleks je, gremo v konkurenco, močnejši zmaga in premaga. Kot da jaz vsakemu bodočemu podjetniku in gospodarstveniku priporočam najprej razišče, kje se lahko združi moč. Uvozimo iz Kitajske za 7 milijard, izvozimo pa za 287 milijonov. Da se rajši gradi mostove, kot pa da se po nepotrebnem zapira zaradi nekih narativov, ki jih širijo nepreverjeni mediji. Tudi velika Tesla je odprla 14 dni nazaj v Šanghaju veliko tovarno. En lep pozdrav in dobrodošli v novem SBC-jevem aktualnem podcastu, ki bo tokrat govoril o Kitajski. In to o državi, ki je prav gotovo ena najpomembnejših v času, v katerem živimo. Pa ne zgolj zato, ker rečemo, da jih je največ, morda jih indici res da že prehitevajo. Predvsem zato, ker praktično na vseh področjih ponuja svoje rešitve, ki so dostikrat boljše, velikokrat cenejše, najbolj kar je zaskrbljujoče, predvsem za Evropo pa, da nas prehitevajo. Če smo jih še morda 10 let nazaj gledali malce drugače, če saj nas res potrebujejo, je danes stvar precej drugačna. Pa da ne bom sam predolgo govoril, imam danes 3 res izjemne goste. En lep pozdrav vsem trem. Dober dan. Dober dan. Ja, začeli bomo seveda pri Mirjam Bernard iz podjetja Engen. To je eno najnaprednejših slovenskih energetskih družb. Vse sem si še veliko zapisal, o čem bova govorila, ampak za začetek naj bo dovolj. Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta, in lep pozdrav. Tudi vi ste ravnokar prišli iz Kitajske, ne? In pa seveda Aleš Torkar. Za vas bi pa lahko imel kar dolg življenjepis, ampak morda, da ste bili pri vodilnih funkcijah v največjih farmacevtskih podjetjih v Evropi, naj si bo dovolj za začetek, a bo v redu. Ja, hvala lepa za povabilo. Ja, od kod ste se pripeljali? Tokrat iz Avignona. Dobro, z avtom? Tokrat z avtom. Kje je bila največja gneča? Ljubljani? Skoraj da res, ja. In to danes, od doma mojih staršev pa do sem. To je Slovenija, ne? Mi se Seveda. veliko pritožujemo glede te gneče, ampak tudi o tem morda še kakšno rečemo. Kdo od vas je bil zadnji na Kitajskem oziroma je ravnokar prišel z Kitajske? Jaz včeraj zvečer. Koliko časa ste bili tam? Tokrat 6 dni. V zadnjih 2 letih pa kolikokrat? 6krat. Po več kot 6 dni? Po več kot 6 dni, včasih tudi manj, včasih tudi samo 2-3 dni. Odvisno od situacije. Marko Lotrič, vi ste bili z delegacijo gospodarstvenikov, državna delegacija je bila to Državnega sveta, pa 9 dni, če se ne motim, na Kitajskem. Obiskali ste tudi največji izvozni sejem. Če bi vas vprašal, kaj je največji uspeh tokratnega obiska, bil pa vaš prvi, a ne, na Kitajskem, če se ne motim. Res je moj prvi obisk na Kitajskem. Omenili ste največji uvozni sejem, China International Import Expo, namreč sam po sebi pove, da želi Kitajska in kitajsko gospodarstvo, se pravi, tehnologijo iz sveta pripeljati na domače tržišče, da jo lahko oceni tako politika kot seveda samo gospodarstvo. No, Slovenija se je tukaj predstavljala četrtič, res da enkrat virtualno v času covida, tako kot vsi ostali, 3krat pa je Slovenija že bila predstavljena s svojimi podjetji, tudi letos je bilo 7 podjetij, ki so predstavljali svoje inovacije, predvsem pa delegacija Državnega sveta, ki jo je podprla tudi Ministrstvo za gospodarstvo, potem je bil Spirit, Gospodarska zbornica, se pravi, bila je tudi Svet za internacionalizacijo pri Gospodarski zbornici med, se pravi, obema državama. Pa da ne pozabim, seveda, največ številčnejše delegacije, to je bilo preko 70 državnih oziroma podjetij, gospodarstvenikov, gospodarstvenic, torej delegacija, ki je štela 90 ljudi, in je na ta način že sama po sebi predstavljala en močen vzgib, tako da so nas sogovorniki tako na političnem kot pa na gospodarskem področju zares sprejeli z odprtimi rokami, ponudili vse tisto, bom rekel, dobrodošlico, ki si jo, bom rekel, nekako taka delegacija zasluži, sprejeli naša, bom rekel, pričakovanja, sprejeli tudi naše pobude za sodelovanje, tako da sem
izredno sem zadovoljen, no, kar smo uspeli narediti tako na področju recimo konkretnega sodelovanja redkih zemelj, magnetov, potem imamo tukaj podjetje Hisense, pa so podjetja še Proton Medical in ostali, ki verjamem, da bodo dobili pospešek zdaj po tej delegaciji. Odlično. Aleš Torkar, vi imate pa s Kitajsko malce drugačne viziji, morda celo najbolj globoke, če pogledamo Kitajsko 10-20 let nazaj, pa Kitajsko danes. Nam boste pa najlažje morda razložili ta fenomen zadnjih 20 let, kaj vse se je spremenilo. Kaj vas je povezovalo s kitajskim trgom, s Kitajsko? Moje srečevanje s Kitajsko se je začelo v letu 2002. In takrat sem v bistvu delal en večji projekt, kjer sem povezoval dermatologe iz srednje in vzhodne Evrope z kitajskimi dermatologi, poskušal vzpostaviti eno bazo strokovnega sodelovanja, ki je bazirala na izredno visokem ugledu evropskega podjetja na Kitajskem, ki pa je bilo podjetje, ki je bilo eno prvih, ki je vstopilo na kitajski trg že v 80-ih letih. No, in to je bilo eno obdobje, ko si videl, da je Kitajska bila lačna uspeha, ko je želela v bistvu vzpostaviti vezi z zahodnim svetom in se naučiti od zahodnega sveta. In na nek način, mogoče malce grobo se sliši, ampak je Kitajska takrat gledala nekako od spodaj navzgor na nas, poglej, to je pa avtoriteta, to pa je znanje, to pa so izkušnje, a ne. Potem je bila moja naslednja izkušnja, še to je tudi zanimivo, to je bilo na področju Šijana, bolj poznano mesto kot mesto za temi glinenimi vojščaki, in pa Pekingom, ne. Potem moje drugo srečevanje je bilo potem nekje v letu 2012, to pomeni 10 let kasneje, pa približno 3-4 leta, kjer sem pa pomagal razvijati kitajsko predstavništvo našega evropskega podjetja, za katerega sem delal, tokrat v Šangaju. Že popolnoma drugačen ambient. Prvič geografsko, drugič mentaliteta ljudi, ki je bila drugačna mentaliteta ljudi glede na to, iz katere regije prihajajo, plus čas je bil že drugačen. Ni bilo več tega, prišel si iz zahoda, ne, ti pa nekaj res veš, ampak je bilo bolj enakovredno. Jaz bom dodal to, kar vem jaz o Kitajski, ti boš dodal to, kar prinašaš iz zahoda, in bomo sodelovali, ne. Potem je bilo pa zadnje srečevanje, to je bilo pa potem v 2020, 2019, 2018, kjer sem pa pomagal ustanoviti evropsko predstavništvo za velik kitajski farmacevtski koncern v Švici, kjer je bilo pa spet čisto druga izkušnja. Je šla pa za to, da so pa zdaj oni bili moj delodajalec, da so v bistvu mnogo bolj začeli postavljati pričakovanja, še vedno pa je bil to ta kitajski način spoštljiv, vljuden, ampak fokus je pa na rezultat, ne. Tako da v bistvu 3 različna obdobja, 3 različne geografije in jasno se vidi tudi ta razvoj ekonomski, kako je tudi njihova samozavest naraščala, z razlogom seveda, ker imajo nekaj za pokazati, ne. Omenili ste, da ste pa zdaj vi postali njihov delavec, so vas najeli s svojim znanjem. To se zdaj vam dogaja, kaj ne? Ne zgolj, da želite pripeljati Kitajce v Slovenijo, da bomo sodelovali. Oni so prepoznali, da lahko še vedno tudi Evropejci kaj dodamo njim. Kaj v tem trenutku počnete za kitajske partnerje? Ja, jaz v marketingu skrbim, v Enginu skrbim za marketing in v bistvu oni so videli to zgodbo, ki smo jo sami ustvarili. V Enginu imamo en specifičen način, ko naj rečem, oglaševanja, se pokazati, kaj znamo in kako to naredimo, je v bistvu brez nekih agencij. Vse delamo in-house, od grafike, da je vsega prihaja iz naše hiše in takrat so oni to videli in so rekli, mi smo najeli veliko kitajskih hiš, pa so najeli francoske hiše s seveda kitajskimi regijami, pa njihove zaposlili nekako ne razumejo mentalitete evropske, seveda se mi Evropejci ne razumemo njih. Če bi se jaz hotela kot Engin ali kot karkoli drugega tržiti na Kitajskem, bi verjetno tudi Kitajce najela.
ko so oni iskali Evropejce, prepoznalo meni nek talent in me prosili, če sem lahko njihov svetovalec, v bistvu direktor. Tako da nekako zdaj prvo leto poteka, trenutno že 8 mesecev, odkar sem v vlogi sogovornika za Engin in tudi njegovega osebnega svetovalca za marketing. Ja. Če govorimo o velikem kitajskem podjetju, a to pomeni, tako kot si tudi predstavljamo, potem, da pride privatno letalo, ki te odpelje na Kitajsko? Ja, v bistvu ni me glih na Kitajsko odpeljalo prijatno letalo. To se je zgodilo konec oktobra v prejšnjem obisku, kjer je bila povabljena tudi cela moja družina prvič za neko privat potovanje, da nam oni pokažejo Kitajsko. Zdaj, jaz, kot sem vam rekla danes na začetku, ko sem prišla v SBC, da se bi Evropejci lahko gostoljubja od Kitajcev naučili. To sta verjetno moja dva sogovornika zelo dobro to doživela. Vi že večkrat, oni znajo svoje partnerje res ceniti. In mi smo doživeli, bila sta moj mož, moja hči in moja mama zraven, plačali so vse karte, me speljali na Kitajsko in potem iz Kitajske, ko smo potovali iz Šanghaja v Wenzhou, Hangzhou, nas je čez Kitajsko vozil privatno letalo, ja, z vsem osebjem, avtomobili, kjer je gor pisalo Engin, od vseh daril, mislim, moja hči se je želela Disneyland videti, je bilo to vse omogočeno na najbolj višjem nivoju, tako da, kaj naj vam rečem, sanje vsakega. Včasih se je zdelo, da je to Amerika. Ne? Ko smo gledali te popularne filme iz 80-ih, 90-ih, smo si predstavljali, da nas, oziroma da koga po Silicijevi dolini tako peljajo, ali pa v Los Angelesu, Las Vegasu. Kako ste vi doživeli zdaj res to Kitajsko? Rekli ste, prvič smo bili tam, res velika delegacija, kljub temu je šlo za visok politični obisk in tudi vi ste, če se ne motim, prišli praktično do druge ravni kitajske politike, se pravi, niste se srečali s predsednikom Xijem, ampak z vsemi, ki pa v kitajski politiki, ki veljajo, pa ste sedeli za isto mizo. A nas mora skrbeti neka mala Slovenija, a so Kitajci samo pogledali, kaj bodo od nas dobili in nas izkoristili, tako kot imamo včasih občutek? To jaz moram reči najprej, da seveda njihovo prijaznost res čutiš na vsakem koraku. Mi kot državni svet smo jasno potovali v ekonomskem razredu, vsi od prvega do zadnjega, ker se mi zdi to, bom rekel, tudi pošteno in prav. Vendarle pa prijaznost potem na notranjih transferih se je kazala v teh direktnih vhodih, izhodih, pa niti ni, bom rekel, drugega kot ogromno časa smo prihranili, zato da smo lahko v teh 9 dneh imeli 22 sestankov, 4 oziroma 6 intervjujev od različnih televizij, singapurske, kitajske, in na ta način pravzaprav ponesli ime Slovenije tako v politiko, kot pa tudi v gospodarstvo. Zanimivo pri tem je namreč, vsi verjetno smo že slišali za 5-letke. Te 5-letke na Kitajskem še kar zelo potekajo, ne? In pravkar se zaključuje 5-letka, ki jo vsi poznamo po električnih vozilih. Kitajski je uspelo v teh zadnjih 5 letih skreirati, ustanoviti 200 blagovnih znamk, avtomobilskih blagovnih znamk. 300.000 podjetij v dobaviteljsko verigo. Samo za primer, da resnično evropska podjetja, ne samo slovenska, so zelo, zelo težko konkurenčna na tem trgu, ker navada oziroma oblika dela v Sloveniji in v Evropi je bistveno drugačna kot na Kitajskem. Naša produktivnost se niti slučajno ne more primerjati s Kitajsko, pustimo vrednostne sisteme, pa vendarle na koncu šteje, ali si izbran kot dobavitelj ali nisi. No, zdaj v letošnjem letu se izteka ta 5-letka in tako kot so sami tudi dejali, bo teh 200 avtomobilskih znamk se počasi začeli združevati in na koncu pričakujejo, da bo to, tako so rekli, dajmo reči, nekih par podjetij, ki bi lahko potem igrali svetovno velesilo na področju avtomobilov, predvsem električnih. No, nova 5-letka, ki se pa začne že takoj januarja, pa temelji, oni rečejo, na, bom rekel, domači potrošnji. Zdaj, kaj to pomeni, kako to razumeti, to domačo potrošnjo? In verjamem, da bo Kitajska namenila vso pomoč njihovim malim in srednjim podjetjem, da bodo vstopila v tujino.
tukaj noter bomo morali hitro odreagirati. To se ne bo dogajalo v letih, ampak se bo dogajalo v tednih in mesecih. Verjamem, da je slovensko gospodarstvo organizirano na način, da bomo vse te vplive dosti hitro zaznali, predvsem preko različnih združenj, ki so v Sloveniji, seveda pa vse, kar bomo na državni svet dobili, bomo nemudoma razdelili naprej predstavnikom gospodarstva. Kaj želim povedati? To dilemo. Ali spustimo kitajsko gospodarstvo, kitajsko finančno industrijo tudi v Slovenijo. Sliši se verjetno Kitajska proti Sloveniji, da ni primerljivo, vendar Kitajci spoštujejo partnerja ne glede na to, koliko je velika, ne, in osebno sem se, tako kot ste že vprašali, srečali smo se s 4. najpomembnejšim predstavnikom, s 3. in z 2. Ti gospodje, predstavniki in predsedniki vlade, parlamenta, če tako rečemo, CPP, CC-ja, če smem ponazoriti, to je približno tako kot državni svet, samo da jih je tam 22,000 v tem odboru, v tej posvetovalni politični konferenci, ki svetuje potem kongresu, in recimo, ko nekako gospod Huning ugotovi, da smo prišli zato, da ustvarjamo partnerstva. On je namreč politični modrec in sicer zelo dobro pozna svetovna gibanja, in ko neko spremembo, neko odločitev sprejme v 14 urah, da se že pokaže na drugi strani, potem vemo, da imamo opravka s poštenimi ljudmi v tem primeru, z ljudmi, ki želijo dejansko sodelovati. Jaz mislim, da se Sloveniji, slovenskemu gospodarstvu ni potrebno bati za prihod seveda kitajske industrije. Pripravljen moramo biti. Zelo dobro moramo biti iz vsake branže pripravljen, kaj kitajska industrija, sektorji, po sektorjih znajo predvideti. Gospa je že lepo opisala, pač da so na enem področju dobri, ne poznajo pa mogoče evropskih standardov. Tukaj imamo še vedno veliko prednost, bolj ko so zahtevni programi, bolj ko so zahtevne aplikacije, imamo Slovenci in Evropejci tukaj večjo priložnost. Jaz mislim, da smo dosegli še eno pomembno, da rečem, odločitev, in sicer to je o dobavi redkih zemelj oziroma magnetov. No, že po obisku zunanjega ministra Kitajske Pri nas, ja, pred 2 meseci, je bilo takoj zaznati, se pravi, potrditev 40 različnih teh blagovnih skupin, da jih lahko uvažamo. Dodatno smo jih zdaj postavili še 38. V času našega obiska sem predsedoval odprtju tudi mešane komisije za gospodarstvo med Slovenijo in Kitajsko, in zaključek je bil zelo pozitiven. Moram reči, da kamorkoli smo prišli, se pravi, smo bili orientirani na gospodarski del, malce smo vključevali tudi kulturo, predvsem pa povezovanje mest. Povezovanje mest med Ljubljano, Mariborom, tem večjim središčem, z Qingdaom, z Šanghajem. Tako da, recimo tako kot zdaj naštevam, vse te naše priložnosti, slovenske priložnosti, sem imel tam priložnosti z ure v uro, kot rečeno, 22 pogovorov, z tako, jaz bi tako rekel, kdor odhaja na Kitajsko kot gospodarstvenik, bi mu priporočil, pojdite prvič na ta sejem CEE, ker to je politično in gospodarska platforma Kitajske in zagotovo bo veliko lažji potem direkten nastop, če boste imeli sliko, da ste bil na temo. Druga zadeva, samo da vprašam, da preskočimo, ste na tem sejmu kdaj bili? Ne, jaz priznam, da sem v svojem segmentu farmacevtske industrije bil in ostal. Bi se pa rad navezal na gospoda Lotriča, eno zelo pomembno zadevo v zvezi te konkurenčnosti in strahu pred konkurenco. Mi se moramo zavedati, naš zahodni refleks je, gremo v konkurenco, močnejši zmaga in premaga. Kitajci izhajajo iz drugačnega kulturnega okolja, drugačno kulturno zgodovino, konfuciizem, taoizem. Oni pa vedno zasledujejo harmonijo in zaradi tega voljo v bistvu potem iščejo partnerstvo in znotraj tega partnerstva seveda graditi novo vrednost. Seveda je pa treba pri teh partnerstvih tudi se zavedati, da mora biti
dovolj enakovreden partner, ne? Ker če ne daš nazaj tisto, kar tvoj partner daje, potem je to, bom rekel, frustracija za tvojega partnerja in potem avtomatsko seveda sodelovanje ni uspešno in potem se ljudje pritožujejo, da so Kitajci izredno kompetitivni in da hočejo vse premagati, vse prevzeti in vse nekako narediti po svoje. Moje osebno mnenje je zelo drugačno. In v bistvu zelo podpiram iniciativo tudi s strani politike v Sloveniji, da se rajši gradi mostove, kot pa da se po nepotrebnem zapira zaradi nekih narativov, ki jih širijo nepreverjeni mediji. Omenili ste te redke kovine, to je velika bitka zdaj v svetu, a ne, ki vemo, kako uspešni so bili Kitajci pri pridobivanju rudnikov po celi Afriki, pa tudi drugje po svetu. Šele potem smo se v Evropi zavedali, kako potrebni bodo takšni viri, ko je bilo prepozno. Kako je morda z zdravili, pa s farmacijo? Vemo tudi, da je na primer Kitajska dolgo časa gledala na zahod, ko je šlo za to našo zahodno medicino, ampak ko pa zdaj pogledamo tudi pri covidu se je začelo, imajo pa Kitajci kar veliko sestavin, ko gre na primer spet za nekatera zdravila in smo znova odvisni od kitajskih partnerjev, ne? Če tam najdemo Ja, partnerje. zelo soglašam z vami. Če se navežem najprej na te redke zemlje. Veste, Kitajska je že v 50., 60. letih prejšnjega stoletja začela strategijo, da bodo oni razvili ta del trga. In potem niso razvili samo kopanje teh, ampak so razvili tudi celotno tehnologijo, v bistvu refiniranja vseh teh kovin, tako da lahko zdaj imamo celotno produkcijsko verigo, ki je popolnoma, tudi know-how je popolnoma kitajski. In zdaj Zahod, ko se je končno zbudil, mi bomo potrebovali 8 do 10 let, da bomo to tehnologijo v bistvu zgradili, če ne bomo rajši našli dogovore z njimi in sodelovali naprej. Ne? Zdaj v farmacevtski industriji je isto. Na začetku je bila Kitajska proizvajalka preprostih surovin. In zgodba je celo takšna bila. Osnovne surovine so se proizvajale na Kitajskem, potem so se bile prenesle v Indijo, kjer je v bistvu zlasti generična farmacevtska industrija potem delala končne izdelke, ki so jih potem prodajali po vsem svetu, vključno z Zahodno Evropo in Ameriko. Ponavadi na začetku je bilo to, da so to največji generični proizvajalci, kot je Teva, na primer, pa Sandoz, so v bistvu bili samo nekdo, ki so poskrbeli, da je ta proizvod, ki je bil narejen dejansko v Indiji, seveda pod strogo kontrolo glede kvalitete, ker pacient je vendarle prvo in najpomembnejše vodilo za vsakega, ki dela v zdravstvu. Jaz sem le zdravnik po svoji izobrazbi najprej, a ne, in zaradi tega se tukaj ne bi šel igrati za zdravjem ljudi. Zdaj pa tisto, kar pa hočem reči, pa da s časoma, ne, pa tudi tukaj oni po tej vrednostni verigi rastejo. Ne. Tako da, ko sem jaz delal v kitajskem podjetju, jih ni več zanimalo, kako bi oni prodali surovine. Jih je zanimalo predvsem pridobiti znanje, pa pridobiti visoko zahtevna, nova, inovativna zdravila za kitajski trg. Mislim, to je bila čisto druga dinamika. In tudi danes, če pogledamo tudi razvoj novih zdravil, mi imamo neskončno veliko število laboratorijev, raziskovanjih, ne, zlasti v okolici Šangaja, ki delajo praktično za zahodna podjetja, ampak ne delajo domačo nalogo, ampak v bistvu dejansko prispevajo k razvoju, k odkrivanju tega, kar potrebujemo, ne, da zdravimo zdravili bolezni, ki do sedaj nimamo orodja za njih. Ne. Tako da tudi tukaj se vidi, da Kitajska izredno veliko vlaga v razvoj, najprej v izobraževanje, sedaj pa tudi v R&D, tako da tisti stereotipi, ne, kitajska roba pa tako naprej, veste, to je tako pase, da si človek težko predstavlja. Vi ste omenili avtomobilizem, zdaj smo pri farmaciji, ne moremo mimo energije, a ne, tema prihodnosti, zagotovo s tem se pa vi ukvarjate. Kje so tu Kitajci? Kitajci so na hranilnikih sigurno, bom rekla, številka ena. Vse baterije, hranilniki so narejeni na Kitajskem. Mi kot podjetje to vedno poudarjamo, tudi ne skrivamo. Pri nas je linija zakupljena in se vse dela na Kitajskem, seveda z našim nadzorom. Tudi velika Tesla je odprla 14 dni nazaj v Šanghaju veliko tovarno. Tako da v bistvu se vse tja seli. Zdaj, naš proizvajalec je pa del ene zelo velike skupine, mogoče gospoda poznata, Činshan Grupa.
ena največjih na Kitajskem, ki je v bistvu veriga lastnih surovin. Zato smo si tudi izbrali tega proizvajalca, ker ko greš v njihovo tovarno, je tako nekaj zelo impresivnega, ko vidiš, kako je production line invertorja iz same matične plošče iz nule narejen z samo 3 ljudmi. Večinoma so to roboti, ABB roke, ki so evropske, tako da v bistvu tako, kot ste vi rekel, tukaj gre za kombinacijo ne samo kitajskega znanja, ampak oni zbirajo iz celega sveta tisto, kar je najboljše, in potem dajo končne produkte ven. In tega se tudi zavedajo, zato se želijo povezovanja in učenja in vsega, in tle je v bistvu Engen s svojo rešitvijo in z našim softverom njim tako zanimiv, da lahko rečem, da ne samo oni, še mnogi drugi trkajo na naša vrata in si želijo naše rešitve, zato ker vejo, da preden bojo oni to sami razvili, bolj, da se z nami povežejo, ker smo mi to že v teh letih naredili, in potem bojo hitrejše in boljše še prodajali na trg. In to je to, kar ste vi rekel, združevanje. Tako da jaz vsakemu bodočemu podjetniku in gospodarstveniku priporočam, naj prvo razišče, kje se lahko združi moč, ker res mislim, da smo skupaj močnejši. Res, Kitajci nam pa sigurno imajo Evropejcem veliko zadati in tudi mi imamo njim veliko zadati. Ne moremo mimo slovenske zgodbe Gorenja, a ne, in Hisensa. Tukaj je bila ena od mnogih bolečin Slovencev, še Gorenje smo prodali, ne, in to Kitajcem, ne. Potem pa kar naenkrat gledamo danes, ne vem, nogometne tekme, svetovna prvenstva, kjer je glavni pokrovitelj Hisens, Gorenje, ne. In rečemo, aha, okej, zdaj se je tukaj nekaj obrnilo, in Kitajci so dolgo časa se izjemno pohvalili, da so to televizije, na primer, in ostali aparati narejeni z znanjem in tehnologijo iz Slovenije, torej made in Europe, kar tudi oni so potrebovali. Morda nekoč več to ne bo potrebno, ampak prej ste malce namignili, ne, da se kakšna stvar hitro obrne. A ste govorili morda o Hisensu? Ne? Zagotovo vedo, aha, mi tam imamo svoje izpostave. Daleč od tega, da je največja, je pa pomembna. Ja, govorili smo in tudi, bom rekel tako, Kitajci so, ne samo to, da je bilo prej lepo povedano, da želijo ohraniti to harmonijo med partnerji, kar sem tudi začutil, ne samo, so tudi povedala, ne, ampak ko smo pa direktno govorili v omenjenem podjetju Hisens, in določenih informacijah, ki so krožile, da pač lokacija mogoče ni strateško dolgoročna, smo se o tej temi, lahko rečem, pogovorili s samim političnim vodstvom in pa potem naslednji dan z vodstvom Hisensa v Qingdao, kjer smo pa dobili izredno dobro zagotovilo za Slovenijo. Torej, podjetje Hisens ostaja v Velenju dolgoročno. V naslednjem letu lahko pričakujemo dodatno širitev proizvodnih kapacitet na izdelke, ki so tehnološko napredni in vsak za sebe v sebi nosi umetno inteligenco. No, to nam daje dodatno moč, namreč v Velenju je zaposleno preko 5000 zaposlenih, preko 2000 kmetov, obrtnikov, drugih ljudi, da ne omenjam seveda tukaj posameznih inštitutov, kjer so napovedali tudi, se pravi, močno sodelovanje, pospešeno sodelovanje s slovenskimi univerzami, slovenskimi inštituti. No, in to samo kaže na to, da Slovenijo in slovenske znanstvenike sprejemajo sebi enakopravne, če ne bom rekel, da jih, tako kot ste rekel, malo gledajo navzgor. To je zgodba, ki, bom rekel, ki navdušuje ne samo celotno delegacijo, ki je šla na Kitajsko, ampak verjamem, da celotno SAŠO regijo in pa Slovenijo. Zakaj? Zato, ker bomo na ta način ne samo deležni nekih finančnih sredstev kot vlaganja, ampak mi bomo tukaj deležni, kar sta tudi sogovornika povedala, namreč kulture, ki jo prenašajo v smislu tehnologije, v smislu kreiranja podjetja, samega znanja, kako se postopki oziroma procesi v podjetju postavljajo. In naj povem vizavi temu, da je naša blagovna menjava med državama 7,3 milijarde evrov. Ampak to drži, to ni za hec, ne. Pač uvozimo iz Kitajske za 7 milijard, izvozimo pa za 287 milijonov.
In jaz si želim, da produkti, kot so bili omenjeni, najdejo pot na Kitajsko, ker danes na Kitajskem je sektor okroglega lesa in celuloze stoji na največji, bom rekel, količini in od tega Slovenija dobi največ denarja ali pa največ izvoza. Mislim, da je to narobe svet. Slovenija bi morala okrogu les hlode, po domače rečeno, doma predelati v končne proizvode, ne da predstavljajo največji del izvoza na Kitajsko. No, po drugi strani pa 7 milijard uvoza pa predstavlja predvsem industrijske polizdelke in surovine. Namreč samo v tem segmentu kemije in pa farmacije lahko vidimo, da je bilo uvoženega nekaj čez 5 milijard evrov in z slovenskim znanjem smo v tretje države in tudi v Evropsko skupnost teh 5 milijard, bom rekel, dodali na 15 milijard izvozne vrednosti. To pomeni, da mi skupaj s partnerji iz Kitajske, s temi surovinami, zato je to govora od tega, kako pomembni so za slovensko industrijo, gradimo tudi našo dodano vrednost, gradimo pač naše 3 blagajne za izplačilo zdravstvenega, pokojninskega in davčnega sistema. A lahko zdaj nekaj vprašam, kar si mi seveda ves čas mota po glavi, pa še komu drugemu. Te številke, ki ste jih povedali, so impresivne, ko gre za uvoz iz Kitajske. Naprimer, zadnji primer tak je, tukaj zdaj ne govorimo o nekih naprednih stvarih, ampak Temu, ko je prišel Al Pacino, je v trenutku ugasnil kar nekaj slovenskih ponudnikov, ki so dobro služili z uvozom poceni robe iz Kitajske. Ampak to je bil zgolj nek pokazatelj, kako hitro lahko Kitajska s svojimi izdelki preplavi slovenski trg, ko gre za morda konkurenco, ker so pač veliki, državne subvencije in tako naprej. Vi, ker ste delali v Evropi pri evropskih multinacionalkah, ko gre za farmacijo, a je kdaj obstajala ta skrb? Prej ste omenili eno izmed kitajskih farmacevtskih podjetij, ki je tisti, ki se na to ne spoznamo, ne poznamo, ampak po velikosti je pa verjetno druga, tretja največja na svetu. Ali se lahko zgodi, da ravno ta velikost nekoč popolnoma zbriše ta evropski trg znanje, svojo ceno, potem pa zdaj tudi že znanjem in konkurenčnostjo? Se pravi, da so enostavno preveliki. Jaz mislim, da v vsakem poslovnem sodelovanju se je treba držati enega pravila, da želiš sodelovati, vendar pa ključne elemente sodelovanja zadržiš zase. Na tak način v bistvu zavaruješ sebe, prebivalstvo, v katerem si, in kljub temu dovoljuješ svojemu konkurentu ali pa svojemu partnerju, da se še naprej razvija. Zdaj, na zahodnem svetu imamo izredno jasno regulativo, kako lahko novo zdravilo pride na trg. To pomeni, to zdravilo mora predložiti izredno podrobno dokumentacijo o varnosti, učinkovitosti zdravila, o neke vrste cost-benefitu, in na podlagi tega potem državne inštitucije določijo, ok, to zdravilo izpolnjuje te pogoje in to zdravilo ne izpolnjuje te pogoje. Zaenkrat je inovativnost zahodnih farmacevtskih podjetij na višjem nivoju, kot so trenutno recimo podjetja na Kitajskem. In zaradi tega volja v bistvu se ta tekma, recimo, če temu tako zahodno rečemo, nadaljuje. Zdaj pa se postavimo v neko situacijo, da bodo vendarle Kitajci v določenem trenutku odkrili zdravilo za neko bolezen, za katero mi nismo še našli, recimo demenco, ki vemo, da postaja čedalje večji problem v naših družbah. Kaj bomo takrat naredili? Ali bomo rekli ne? Ali bomo raje rekli hvala, rešujem problem za svoje prebivalstvo? Tako da tukaj je vedno potrebno razmišljati v bistvu na neke vrste, pa lahko gremo nazaj na Kitajce, na yin-yang. V vsaki stvari je nekaj dobrega, pa nekaj, ki je proti temu, ne bom rekel slabega. Moški, ženska, dan, noč in tako naprej. In zdaj, tisto, kar bi jaz v bistvu želel, je rajši odprl se za vsemu, kar je zelo kvalitetno, kar prinaša vrednost, bi pa jasno naredil bariere za stvari, ki so mi tu, pa tako naprej. Zaradi tega volje, ker na tak način se moramo zavedati, če morda mi sicer res da neko zdravilo ceneje kupimo, je vprašanje, koliko naših delavcev bo recimo potem izgubilo delovno mesto. In to pa je vloga politike, da zna tukaj z ustreznimi stimulativnimi ukrepi ali pa barierami ta balans kontrolirati. Bi pa res še en korak naprej šel ven iz moje industrije. Namreč mi se ves čas pogovarjamo o proizvodih, ampak mi sami vemo, da se čedalje bolj stvar premika tudi v storitve.
Kitajci so se zelo jasno odločili, da bodo pač zaradi znanih geopolitičnih razmer, da bodo se manj naslanjali zgolj na en največji trg, ki so ga imeli do zdaj, in da bodo začeli mnogo bolj razvijati notranji trg, in pa seveda, da bodo iskali nova tržišča, nova partnerstva. To, kar smo se do zdaj pogovarjali, so nova tržišča, nova partnerstva. Hkrati se moramo pa mi zavedati, da mi smo pa vendarle lahko ponudnik storitev za to zelo veliko populacijo, ki že je zdaj v povprečju zelo bogata in ki bo ostala še bogatejša. Tipičen primer je turizem in to butični turizem. Ne. A veste, na začetku so res vsi hoteli videti Eifflov stolp, ne, pa Big Ben v Londonu. Jaz se spomnim, ko sem pač delal v Londonu ali pa v Parizu, ko sem gledal vse te turiste, ne, pa sem si mislil, kaj za vraga tako daleč potujejo, da na koncu vidijo en kos železa. A ne. Ampak vendarle, veste, to je tista dinamika, ne, narediš kljukca, sem bil tam. Ne. Ampak čezdalje bolj pa potrebujejo tisto pristen stik z naravo, pristen stik z lokalnim prebivalstvom, domači proizvod, recimo Kitajci imajo silno radi rdeče vino. Dajmo jih peljati v Goriška Brda. Recimo, to je kot primer, da lahko mi nekaj ponudimo, kjer nimamo konkurence na njihovi strani. Veste, oni ne morejo ponuditi naše čudovite narave, recimo, ne. Se imajo tudi oni čudovito naravo, samo takšno slovensko s tem Alpami, pa s Primorjem, pa potem naša ravnina, pa naše, kaj jaz vem, štajerski grički z vinogradi. Veste, to je nekaj posebnega in to na tako majhnem področju, ne, to je vodno odkritje, lahko za njih Disneyland, ne. To vino ste omenili, enkrat sem bral eno raziskavo, kjer so rekli, da če bodo Kitajci res začeli piti rdeče vine, ga bo enostavno premalo, ne, če bodo ga začeli tako močno nakupovati. Dobro ste rekli, da je treba nekje najti ta yin in yang. Američani, na primer, so v zadnjem letu ugotovili, da je kar nekaj teh elektronskih komponent narejenih na Kitajskem in zdaj je pri njih strah, ne, kakšna kibernetska varnost je, ko gre za njihov energetski sistem in tako naprej. Kako pa vi, na primer, ker vendarle sodelujete na zelo pomembnem delu za tudi nacionalno varnost, ne, tukaj najdete yin in yang, ne, kako tukaj biti partner, hkrati pa vendarle zavarovati morda svoje znanje, svoj patent in tudi energetsko varnost naše države, da nekdo ne ugasne nekaj čez pol sveta, kar lahko seveda, bodimo iskreni, naredi tudi Elon Musk, ko gre za njegovo Teslo, ne. Ja, ta cyber security je, bom rekla, v tem področju sigurno ena zelo pereča tema, ker se jo vsi bojimo, cela Evropa, tako kot ste rekli, na drugi strani Kitajska, na eni strani Amerika, na tretji strani ne pozabite na Izrael, ki je v solarnem področju zelo močen. Pri zadnjem blackoutu, če greš brat, ki se je zgodil čez Španijo, Portugalsko, Francijo, obstaja kar veliko teorij zarote, zakaj se je to zgodilo, z Izraelci povezani in vse. Zdaj v podjetju Engen smo predvsem strogi in zavezani cyber securityju, domačem evropskem trgu. Sistem, ki smo ga razvili v zadnjih 5 letih, sloni na trdnih temeljih in smo tudi zato razvili svojo škatlico Synaptic z lastnim databasom. Tudi sami imamo svoje superračunalnike, to pomeni, da vsi naši porabniki in vse, kar mi ustvarjamo, je v Evropi in je zaklenjeno tako, da imajo v bistvu tisti, ki so v to investirali, oni nadzor nad tem in nadzor v Evropi. In tukaj smo mi njim zanimivi. Zakaj? Oni imajo lahko najboljše produkte, pa jih tudi imajo v enih sektorjih. Dajmo se tega zavedati. Brez veze, da tekmujemo v temu z njimi kot Evropa, ker bomo zgubili to. Oni so že kle naprej. Dajmo jim ponuditi v tistem, v čemer niso dobri. In kle je v bistvu razvoj sistemov, softverja in vsega, ki je pa Evropa zelo, zelo močna na temu in ima še znanja. Sploh mladi se skozi bolj temu posvečajo in tudi ti poklici so trenutno številka 1. Slovenija je močna na temu, jaz sama vidim pri naših zaposlenih res močna ekipa. Čeprav smo mednarodno podjetje, ampak v Sloveniji je res, res veliko fantov, ki vejo, kaj delajo, in v glavnem zdaj tako. Sistem, ki ga mi imamo, softver, produkt, ki je njihov najboljši. In zdaj tukaj gre za združevanje. Oni vejo, da brez nekega, bom rekla, ko naj rečem, blazine
vzmetenja. Oni ne bojo mogli biti številka ena na evropskem področju, ker se zavedajo, da ne morejo s svojimi lastnimi produkti vstopati na evropski trg, v evropsko elektroenergetsko mrežo. Nemogoče. Tako kot mi ne bomo nikoli mogli po Kitajsko vstopiti. Ja. To je tukaj pol vzajemno partnerstvo. No, in zdaj, tako kot sem rekla, z našim number one partnerjem smo glih v nekih pogovorih, kako bomo to skupaj zapeljali. Lahko vprašam, kako velik je, samo zato, da si to lažje predstavljamo. Mene fascinirajo te velike številke. No? A kako zdaj ta naš partner, se ni nobena skrivnost, jaz mislim, da več kot 3/4 Slovenije ve, pri nas je to Fox. Trenutno grejo marca na IPO, se pripravljajo in so vredni čez dobro milijardo. Oni imajo 2000 zaposlenih, tako kot sem rekla, so del Činshan grupe in zaradi tega so zelo dobro situirani odzadaj, to pomeni, da imajo veliko varnost. Na drugi strani smo pa mi kot Engen kar zelo kompatibilen partner in nismo daleč stran od njih. Zato so si tudi nas zbrali in 3 leta je bilo zdaj to, bom rekla, smo en drugega malo testirali, koliko njihovi produkti zmorejo, na drugi strani so oni nas testirali, koliko dejansko naš software in naša mreža je stabilna. In tako, kot smo se mi razvijali z njimi, so se oni z nami. Na naša vrata trkajo veliko drugih znamk, takšnih in drugačnih, ki zelo uspešno prodirajo na evropska trga. Ampak zdaj jaz tako pravim, neko partnerstvo, ki je že 3 leta stabilno partnerstvo, glede na odnose, ja, ki ste me ta prvo vprašanje, to ne delajo za vsak dan. Tako da potem rečeš, gre za neko zaupanje, gre za neko izkazano spoštovanje, ki so ga nam oni izkazali, mi njim, in potem gradiš na temo partnerstva. In zdaj smo, bom rekla, na zadnji točki, zdaj sem imela zelo pomemben pogovor z direktorjem, kam bomo to partnerstvo naslednje pol leta zapeljali. Jaz upam, da za voljo tudi Slovenije, na to točko, ki se želimo, zato ker mislim, da bo to taka dodana vrednost, ker bomo sigurno prvo evropsko podjetje, ki bo kaj takega pripeljalo v Slovenijo, Evropo, ampak nekdo mora biti ta prvi. Jaz upam, da bo Engen ta prvi. Odlično. Gospod Marko Lotrič, vendarle ste tudi zdaj politik, predsednik državnega sveta. Zato vas moram vprašati, tudi Evropejci se dostikrat postavimo tudi na stališče, mi imamo pa višje norme, ko gre za človekove pravice, mi pa seveda bolj skrbimo za socialno državo in tako naprej. S kakšnimi očmi ste šli na Kitajsko in kaj ste lahko videli ali pa uspeli videti, tudi ko ste se pogovarjali? Ne? Ali ste imeli morda kakšen zadržek, ko, ne vem, danes vidimo kamere z Kitajske, ki ti odbijajo tvoje kreditne točke, če si šel čez rdečo luč, pa če si odvrgel kakšno smet v Šanghaju, se verjetno pa ravno na podeželju ni tako, pa imamo spet svojo predstavo o tem. Pa me boste seveda potem vi tudi malo popravili. Ampak zdaj trosim nekaj teh stvari, ki krožijo v našem razmišljanju. No? Ja, najprej naj povem, ko stopiš iz letala in se odpelješ v center Šanghaja, ti pač dih zastane, ko vidiš več stolpnic, kot jih lahko vidiš v celotni Evropi. Potem, ko pa se začneš pogovarjati dejansko, na kakšen način dosegajo tako, kot sem prej rekel, produktivnost, se je pa treba zavedati dejstva, da oni delajo po 6 dni na teden, njihov delovnik na dan je 11 ur, in ob tako majhnem številu dni dopustov, govorimo o 5 dneh in potem v nadaljevanju o 10 dneh, potem se resno vprašaš, kako bomo mi lahko konkurenčni. Ja, odgovor je pravzaprav to, kar so Kitajci sami, bom rekel, že po mojem razumeli, in tudi njihova naslednja 5-letka, kot sem rekel, je notranja poraba. Oni ne poznajo zavarovalniškega sistema in prepričan sem, glede na slišano, da ga bodo v naslednjih parih letih uvedli. To pa pomeni, da se bodo ljudje lahko zavarovali za nam avtomatsko predstavljive zadeve, pri njih se ne more zavarovati za področje zdravja, za področje pokojnin, in na ta način bodo bistveno seveda sprožili notranjo porabo, predvsem na storitvah. Plače se bodo morale dvigniti, če prej omenjeno delajo cel mesec za 900 evrov, se jaz predstavljam, da bodo potrebovali več denarja za to, da bojo svojo ekonomijo lahko vzdrževali. Res je, Slovenija spoštuje, če gledamo politično, Slovenija spoštuje politiko ene Kitajske.
kjer razumemo in podpiramo pač odločitev Kitajske, da je Tajvan, Makao in Hongkong, je to del Kitajske in je to njihova glavno sporočilo in tudi, bom rekel, naše sporočilo partnerjem nazaj, da je to tako, kot oni pravijo. Se pravi, mi tudi spoštujemo sporočilo eno Kitajske. Naj pa povem, da je Kitajska bila ena izmed prvih držav, ki je Slovenijo priznalo. Leta 1992 nas je Kitajska priznala in s tem naredila en pomemben korak v teh političnih odnosih. Tudi samo glasovanje v Evropskem parlamentu je Sloveniji odprlo vrata, predvsem ta tehnološki del, gospodarski del. Namreč Slovenija je v Evropskem parlamentu takrat glasovala proti carinam na uvoz kitajskih električnih vozil. Drži, ja. In bom rekel, si na ta način, dajmo reči, pridobila nekaj socialnih točk, če se malo pošalim. Tako da mislim, da Kitajska Slovenijo spoštuje, mnogo bolj spoštuje kot pa recimo nekih sosednje države, ne bi zdaj poimensko, zaradi tega, ker vidite, vse, kar se pogovarja, kar se dogovarja, je težko doseženo, vendar ko je doseženo, je partnerstvo. In jaz želim samo to prenesti naprej, ne se bati, je pa res, iz te hlodovine mi moramo priti na visoko tehnologijo. Zdaj se bomo pa vrnila v vaše raziskovanje in sodelovanje s Kitajsko v leto 2002, pa danes, pa še 2012 vmes in morda še 10 let naprej. To, kar smo zdaj slišali, drži, ta povprečna plača na Kitajskem je tam pod 1000 evri, ampak tudi kitajska družba se razvija, in tak sistem, potem ko enkrat imaš družbo, ki zasluži in želi zaslužiti več, težko zasleduješ cilj 5-odstotno gospodarsko rast, kot je še vedno zdaj, tudi v tej naslednji 5 let, ki se mi zdi, da želijo takšno gospodarsko rast. Mislite, da bo kitajska družba še vedno tako poslušna, da ne bo zahtevala morda več prostega časa, manj delovnih ur, skratka, da se bo začela boriti za to, ker to pa bodo počasi videli, ne? Mi težko z njimi tekmujemo, si pa ne želimo tega, kar imajo Kitajci, ne? Povoli zadevo. No, to je relativno kompleksno vprašanje, tako da bo zahtevalo majčkeno več odgovora. Prvo, glede plač. Veste, morda povprečna plača, to je povprečna plača na populacijo 1,4 milijarde ljudi. Je, kot ste rekel, ampak jaz se spomnim, da sem že v sredi prejšnjega desetletja svoje kolege imel, ki so imeli ekvivalentno plačo v Šangaju kot moj kolega v Franciji, v Parizu. Tako da to ni glih pravilo, ne. Gre preprosto za to, da je odvisno, v katerem rangu si, ne. To je ena stvar, pa ne samo panoga, tudi v bistvu, kaj si, a si v bistvu visoko kvalificiran zaposlen ali si recimo za tekočim trakom, a ne. To je razlika. In ker imajo oni izredno veliko proizvodnjo, imajo toliko več ljudi, ki delajo v proizvodnji, temu primerno imajo manjše plače, kar je po svoje logično. Druga stvar, ta ideja o zavarovalništvu in sproščanju virov za domačo porabo je izredno inteligentna, ker gre preprosto, zakaj Kitajci še danes zelo šparajo, varčujejo, čakajo na stara leta in tako naprej. Ker oni so išli iz sistema, v katerem ni bilo nobene socialne varnosti, nobene zdravstvene varnosti, nobenih penzij na stara leta in podobnega. In zdaj, če bo to počasi prišla možnost, da si boš ti priskrbel, ti ne bo več potrebno vsak mesec na stran dajati, da se ga ne daj, bi se kaj slabega zgodilo, ampak boš lahko začel se bolj naslanjati na socialno mrežo. Kot jaz vidim, kitajski režim zelo želi spodbuditi kvaliteto življenja za ljudi. In prej, ko ste omenil to kontroliranje, ne, pa te prepoznajo na cesti, ker si nekaj na stran vrgel. Veste, to je tako dvorezen meč ali pa kovanec z dvema stranema, ne. Na eni strani je res to oblika represije, ampak tukaj je percipirana represija, a ne. Na drugi strani pa to lahko percipirana kot oblika svobode, ker na Kitajskem se ljudje počutijo zelo varni, ne. Ti greš, kaj jaz vem, včasih si šel v Starbucks, zdaj malo manj, zdaj so ga preimenovali, ampak še vedno dobiš čaj, to je bolj kitajska pijača, in pozabiš računalnik tam, ali pozabiš telefon tam, ne. In prideš nazaj čez nekaj ur, telefon je še vedno tam, ne.
Deloma zato, ker so ljudje pošteni, deloma pa zato, ker vedo, da če bo slučajno sunil ta računalnik, ga bo policija takoj sledila, a ne. Tako da to je pa drug vidik te cyber security. Pa še nekaj dodam zraven, ne. Veste, v krščanstvu smo rekli, ne, da najprej moraš pred svojim pragom pomesti, pol pa lahko začneš drugim kaj govoriti, ne. Kaj pa naš Facebook, pa Google, pa tako naprej, saj oni tudi konstantno nas na neki način nadzorujejo, a ne, zbirajo podatke in zaradi tega volje se nič ne pritožujemo, ne. Tako da moramo imeti, po mojem, enaka merila za podobne probleme, ne. Dejstvo pa je, da so ljudje zadovoljni, da se ljudje bistveno manj ukvarjajo s tem, kaj se v politiki dogaja, ker jih veliko bolj zanima, kako bi še malo zaslužili, še malo biznis naredili, še malo naprej šli. Je pa tipično za vsako družbo, ne, da kadar se začnejo problemi, ki se začnejo zmeraj na ekonomiji, se začne potem iskati krivca in takrat politika včasih lahko zlorabi moment in v bistvu usmeri pozornost v napačno smer, ne. In jaz imam občutek, da se en malo tega tudi dogaja pri teh odnosih med Zahodom in med Kitajsko. Ta del mi je zanimiv, poznam kar nekaj ljudi, ki poslujejo s Kitajsko in hodijo tja seveda tudi na službene poti. Gotovine praktično ni kaj, ne? Ni, imam pa eno zelo dobro zgodbico, Kar, ko kar. ste rekel zaradi telefona. Meni se je konec oktobra naredilo, ko so nas peljali na, oni imajo tam zelo radi te šove, ki te napravijo potem v Kitajce in pol ti to gledaš. In pol imaš to tradicionalno večerjo in tako. In jaz sem tam telefon pozabila v slačilnici. In smo že šli, kakšnih 40 minut, se spomnim, ni telefona. Sem kaj bo, ole bo pa zdaj. Ni bilo problema. Je poklicala ta naša skrbnica, šofer ga je šel iskat. Pa je pa rekel, ne morate iti zraven, ker sem jaz mogla osebno tja priti, pred njimi odkleniti telefon, da sem dokazala, da je res moj in sem ga tako nazaj dobila. Ne. To se v Evropi ne bi zgodilo. Da je to tako, da jaz siguren, prepotovala sem že veliko sveta in moram reči, da na Kitajskem iz hotela ven iti zvečer na čaj, po kavo, kamorkoli, ene težave ne. Je pa ta naša kolegica mi glih razlagala, da predvsem se je kriminal zmanjšal, jaz ne vem, mogoče me boste vi popravili, ampak v zadnjih 10 letih. Tako je. To, da v bistvu sploh od covida naprej, pa da so res to spucali. Ona je povedala kar glih zdaj v tem času nekaj zgodbic negativnih, ko jih je kot sama mlada punca, ki je začela delati 15 let nazaj, doživela. Tudi od tega, da so jo oropali in vse je rekla, danes to tudi pomisli ne noben. In ta napredek družbe, ka po drugi strani mislimo, ona nas nadzoruje, ampak njih toliko je, kako boš pa drugače to naredil, kot pa tako. Oni so tako spoštljivi med sabo, do turistov, do vsega, da to je sigurno ena najbolj varnih destinacij. Jaz, ko sem hčerko 13 let je stara s sabo vzela, jaz sem se tako čist počutila, tudi če je ona malo bolj stran bila kdaj, pa malo po svoje šla kaj pogledat, čisto vse v redu. Na drugi strani ja, pa denarja ni, gotovino pozabite, kartice ne delajo, pri njih je sistem Alipaya, ki je zelo podoben k PayPal, kjer noter ti povežeš svoje kartice in tako plačuješ prek QR kod ali pa skeniraš, tako da enostavno brez WeChata in Alipaya na Kitajskem nimaš kaj za početi. Jaz sem to doživela slabe 3 leta nazaj, ko sem prvič prišla, šok, nobena kartica, nič. Sem rekla, tole pa ne bo zelo v redu, ne. Tako da so mi oni takrat pomagali, ampak ja, enostavno ne dela nič, no. Zdajle tudi, ko sem svoje sodelavke peljala, ta zadnji dan smo si malo privoščile v Šanghaju, ker smo imeli en dan prosto, prej smo delale. In jih je tudi skrbela in bo ta Alipay delal, a jim ne bo prvič. To tako enostavno funkcionira, v bistvu še bolj enostavno, kakor vse naše kartice. To samo s telefonom pritiskaš in to. Smem samo dodati, res da je Kitajska izredno varna, Ja. ampak bi pa rad kot Slovenec, ki ne živi v Sloveniji, pa vendarle dal kompliment svoji domovini in sodržavljanom. Moja žena, ona je Francozinja, je z mojim iPadom šla tamle v Čopovo, pa je pomerjala malo obleko in jasno, jo je ta obleka izgleda tako prevzela, da je pozabila na moj iPad in jasno, čez par ur se je spomnila, ne.
In je prišla nazaj in seveda iPad je čakal, ker je naslednja stranka iPad našla v preoblečilnici, ga odnesla na blagajno in tam pustila za lastnika. In jasno, si lahko razumete, kaj je bilo to za njo kot Francozinjo. Ona je, bom rekel, neplačani ambasador Slovenije povsod po svetu, še zlasti pa v Franciji. Ne? Ampak hočem to reči, ne, da tudi v Evropi še imamo ene take otoke poštenosti in moramo biti ponosni na to in negovati tudi naprej. Ja, dajmo še en zadnji krog, se drugače bi po moje lahko govorili še uro ali pa dve o Kitajski. S katerim predsodkom ste šli na Kitajsko in se vam je razblinil v trenutku? Predvsem o tem, da na prvi pogled, da Kitajci sami po sebi pač delajo vse tisto, kar jim drugi naročijo. Da delajo po nekem, po nekem ukazovalnem načinu dela. No. Predvsem tukaj noter se mi zdelo, da so precej sproščeni. Res je, da so ljudje na motorjih, kot jim rečejo, tista delovna sila, ki jih vidimo, in oni so, bom rekel, dosti nezavarovani. Ampak to se mi zdi, predvsem ta sproščenost med ljudmi, ta, da se najdejo, da ravno tako lahko grejo na pijačo, se mi zdelo, da me je to najbolj presenetilo. S tem, da pač težko zdaj primerjam, ker mi smo bili kot delegacija deležni vse pozornosti in težko, mi nismo našli stik dejansko z ljudmi, pa vendarle takrat, ko sem pa uspel iti zvečer ven, seveda to je strogo varovanje bilo, in takrat sem pa videl, da dejansko tudi oni znajo se poveseliti, in mislim, da je bilo ta najbolj, bom rekel, kako bi rekel, če lahko v mislih imam namreč to, kako ste iskali telefon in kako ste iPade lovili, ne. Pri nas se je tudi zgodilo, da je kolega pozabil površnik oziroma neko jopico in jo je naslednji dan dobil klic, da je lahko pride iskat, tam in tam. Tako da, zdaj ne vem, a bi temu rekli, da je v redu, ali bi rekli, da mu sledijo, pa presodite sami. Kaj vas morda res je najbolj presenetilo po vsem tem, kar smo imeli v mislih, ko je bilo govora o Kitajcih? Kaj je tista stvar, ki se vam zdi, ok, tukaj se pa res motimo v Sloveniji in pa v Evropi? Mogoče ta predsodek, da nas samo hočejo Evropejce izriniti pa izrabiti. Ker ni to tako, predvsem tako, kot smo danes vsi trije večkrat omenili, da iščejo sinergijo in sodelovanje, in da v bistvu niso oni tule neka velesila, ki bo delala stampedo čez cel svet, ampak v bistvu hočejo biti boljši in s tem nudijo tudi priložnost drugim, da z njimi zrasejo. Tako da jaz mislim, da je največji predsodek ta. Drug predsodek, ki sem ga pa imela kot osebno, kot človek, pa da si nisem mislila, da so lahko tudi tako zelo tople osebe in zelo spoštljive. Malo so njihova kultura, seveda pa način življenja jih malo tako dalj časa rabijo, da te objamejo, da ti pokažejo toplino, ampak ko si pa njihov, ja, pa zvezde z neba. Tako da znajo tudi to pokazati. Skoraj četrt stoletja sodelujete z njimi, delate z njimi. Kako jih vidite, na primer, danes? Se vam zdi ta rast Kitajske impresivna, nekaj, kar bo vendarle popolnoma spremenilo dojemanje tudi sveta zahodnega? Prvo, kar je, imam v bistvu izredno spoštovanje do tega, kaj so oni naredili. Oni so v dobrih 50 letih iz države, ki je spadala med 10 najrevnejših držav na svetu, kjer so ljudje umirali zaradi lakote, postali druga najmočnejša gospodarska sila. Ne na podlagi svojih naravnih bogastev in podobnega, ampak izključno na podlagi pridnosti, delavnosti, vztrajnosti. In to je ta stvar, ko mene dejansko resnično impresionira. Nisem pa presenečen, ker če pogledamo malo v zgodovino, Kitajska je sebe vzpostavila prvič že leta 221 pred Kristusom. In je potem bila vedno eno veliko cesarstvo, ena velika tvorba, ki pa je bila relativno varna, sama zase in zadovoljna sama s seboj. Na eni strani Himalaja na vzhodu, na severu puščave, na jugu in pa na vzhodu pa morje. In temu primerno so oni vendarle bili veliki,
zelo inovativni, ne smemo pozabiti papirna denar, kompas, smodnik. Celo sem zasledil enkrat parni stroj, naj bi bil njihova iznajdba, to moram pa preveriti, nisem povsem prepričan. In potem so pa prišli v zadnjih 150 letih pri to spremembo, ali pa 100 letih je bilo pa tako imenovano obdobje ponižanja, kot ga oni jemljajo. In zdaj, če pogledamo tukaj, govorimo o več kot 2000 letih, oni postajajo samo nazaj to, kar so vedno bili, zgodovinsko gledani, velika sila. In še zraven zanimivo je tudi to, da v vsem tem času, ko so bili zelo veliki in močni, praktično nimajo zgodovine, da bi nekoga napadali, da bi recimo napadli Japonsko. Obratno se je zgodilo, japonski šoguni so jih leta 1500 pa še nekaj zraven napadli, a ne. Morda tu pa tam kakšno kratko obdobje, samo te zahodne ekspanzivnosti pa nikoli ni bilo pri njih, ne. In to me pač daje več upanja, da se ne motim, da so oni država, ki bo nedvomno postala velesila, oziroma je že velesila, ki samo želi svoj prostor, da se ji prizna, da je velesila, si želi svoj prostor, enakovrednega z enakovrednim, in da bo tukaj v bistvu tudi na naši strani postala modrost, da je boljše sodelovati, kot se konfliktirati, kot se nategovati, kdo je boljši, kdo je večji, kdo je močnejši, ne. Jaz mislim, da to je usmeritev, katero vidim trenutno v Kitajski, in upam, da se ne motim, ne. Ker obstajajo dve šoli razmišljanja o tem in ta druga šola pa meni ni tako všeč, ne. Drži, za to bi pa potrebovali še 1 uro, pa še kakšnega geopolitičnega svetovalca, morda ameriškega, pa potem še kakšnega evropskega. Hvala vam vsem trem, da ste prišli, varno pot na Kitajsko, ko boste šli nazaj. Boste tudi vi kaj leteli na Kitajsko? Ne, trenutno se pa bolj Evrope držim. Dobro. Vi ste pa zdaj bili, boste pa tudi verjetno doma do volitev, kaj ne? Na vsak način tudi pričakujemo kitajsko delegacijo. Odlično. Ja, o novih poslih bomo pa z veseljem govorili, ko bodo sklenjeni. Tako da hvala lepa za vaš uvid v veliko Kitajsko in upam, da res drži ta scenarij A. Tako. Hvala. Hvala, da povabila. Hvala. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami. Verjamem, da ste izvedeli marsikaj zanimivega. Gosti iz različnih vetrov, ampak vsak svojo izkušnjo s Kitajsko so zagotovo doprinesli, da jo bomo bolje razumeli, in kot smo slišali na moji levi, treba je iskati sinergije, sodelovanje, kajti le to lahko našo državo pelje naprej, pa svet tudi. En lep pozdrav, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.